Nasilje nad starejšimi je nekaj, kar preprosto ne bi smelo obstajati, niti kot besedna zveza, kaj šele kot nekaj, kar se v resnici dogaja in obstaja na različnih ravneh, v različnih okoljih, najpogosteje doma. V zdravstveni negi opažate te odklone, do katerih je do dodatne kulminacije prišlo prav med epidemijo. Kaj ugotavljate, na kaj posebej opozarjate? Ja, vsi smo seznanjeni s tem, da je bila ena posebna situacija v času epidemije, ne? In da so bili v času epidemije najbolj izpostavljeni ravno starejši. Ravno starejši so najbolj zbolevali in ravno med starejšimi je bilo tudi največ umrlih zaradi posledic epidemije. In seveda zaradi teh izrednih razmer, ki so nastale ravno v domovih, bi morali se zelo aktivno ukvarjati tudi s to problematiko, ki se je izkazala med epidemijo. In sicer, da so starejši ljudje imeli premalo suporta v času epidemije, če pogledamo v domačem okolju, da so nekateri, ki rabijo profesionalno pomoč, je bila takrat v bistvu omejena samo na najnujnejše storitve, da se ljudje takrat niso znašli, ko smo recimo uvajali maske in se nikjer jih ni dalo kupiti, ne? In smo zahtevali, da starejši se pač znajdejo, kakor vejo in znajo. Se spomnim primera pred trgovino, ko je starejši moški prišel v trgovino, varnostnik ga ni spustil noter, ker ni imel maske, je vprašal, kje jo naj pa kupim, in mu ni znal povedati. Je bila taka situacija izredna in takrat bi morali se bolj aktivirati in pomagati starejšim v takih situacijah, ki najbrž bodo v prihodnosti tudi še nastale. Pomoč na domu je bila omejena na najnujnejše primere, ni bilo navodil, ni bilo priporočil, kaj v taki situaciji narediti, in ljudje so bili prepuščeni sami sebi oziroma svojcem, sosedom in tako dalje. V domovih za starejše je bila tudi situacija, ko so vodstvene strukture opozarjale na to problematiko, da želijo, da se ljudi z okužbo namesti drugam, da bi tako ohranili ali pa zmanjšali širjenje okužbe znotraj institucij. In na koncu je prišlo do tega, da so v večini domovi imeli veliko število okužb in veliko število umrlih zaradi posledic covida. To so, bi rekla, nekako tako, ne vem, kako naj rečem temu, strukturno nasilje, ko mi kot družba nismo dobro odreagirali v takih situacijah. In pravzaprav si človek samo želi, da se kaj takega v resnici nikoli več ne bi ponovilo. Pa se vam zdi, da glede na to, da epidemija novega koronavirusa zagotovo še ni izvenela, saj je pred nami, kot pravi stroka, vsaj jeseni že 4. val, se vam zdi, da smo dovolj dobro pripravljeni na spremembe, ki jih bo spet treba udejanjiti v družbi? Ja, ravno to je zdaj problem, ker se v tem obdobju, kot vemo, med poletnimi meseci, nekako je, bi rekla, čas, ko se moramo pripraviti na novo situacijo, ki nas čaka jeseni. Zaenkrat nismo dobili kakšnih konkretnih navodil, razen to, da imamo vsi v domovih starejših rezervirane postelje za sivo cono, to se pravi za tiste, kjer se pojavi sum na okužbo. Konkretno za rdeče cone ni dorečeno, kako se jih bo nameščalo, ker vemo, da vsi domovi nimajo prostora za rdeče cone rezervirane, da so jih v nekaterih domovih nameščali v telovadnice, v župnišča, v okolje, kjer je bila pač možnost, da se nastanijo tisti, ki so bili okuženi. Tudi situacija, ki je sedaj,
po epidemiji je drugačna v prvem ali pa v drugem valu in sedaj, ko imamo že nekaj izkušenj, ko vemo, kakšne so potrebe, kako se je treba organizirati. In seveda imamo tudi med nami nekatere stanovalce ali pa v veliki večini, ki so cepljeni, prav tako tudi zaposlene, navodil, kako ne ravnamo, ne vem, ob sumu okužbo ali pa ob pojavu okužbe, pa natančno nimamo. Tako da mogoče se premalo pripravimo ali pa se premalo naučimo iz teh izkušenj, ki smo jih imeli in nekako upamo, da do tega ne bo prišlo. Čeprav nam stroka napoveduje v jesenskem obdobju ponovno nek porast okužb, sicer ne vemo v kakšnem številu, ampak gotovo se bomo zopet s tem srečali. Če pogledava še z zornega kota delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi, ki jo vodite in ki ima že dolgo 20-letno tradicijo. Vaša skupina je opozarjala in še opozarja na nedopustno dogajanje, seveda v tem kontekstu tudi in predvsem na nasilje nad starejšimi, ki bi ga bilo s pravočasnim zaznavanjem in takojšnjim odzivanjem mogoče preprečiti in tako zmanjšati kalvarijo starejših, kajti ta pogosto ostane skrita, zatajevana, prežeta s sramom, tudi zanikana. Kakšni so ključni poudarki priporočil za prepoznavo in obravnavo tega problema, ki ste jih pripravili v sklopu vaše delovne skupine? Ja, res je, delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi ima že 20-letno dobo delovanja in na to smo zelo ponosni. Seveda smo pripravljali tudi za področje nasilja nad starejšimi določena priporočila, ki smo jih zapisali v strategiji za področje zdravstva in pa tudi za področje ravnanja medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov, se pravi izvajalcev v zdravstvene in babiške nege. Zdaj, mi poudarjamo, da starejši so žrtve nasilja zaradi tega, ker je njihova moč izrazito okrnjena. Vemo, da nasilje je izraz moči šibkejšega, močnejšega nad šibkejšima. In zato poudarjamo, da so starejši žrtve ravno zato, ker je njihova moč na področju psihičnega, fizičnega, socialnega in čustvenega ter materialnega področja nekako zmanjšane oziroma okrnjene. In to so v bistvu dejavniki tveganja za nasilje in poudarjamo, da medicinske sestre in zdravstveni tehniki morajo biti občutljivi za te situacije, ko se srečajo z revščino, potem da so slabe socialne razmere, da recimo patronažne medicinske sestre se pogosto srečajo z revščino in težkimi socialnimi razmerami v domačem okolju, ker je zaprto za 4 stenami, da recimo nimajo denarja, da pride do zlorab, recimo do ekonomskega nasilja, da recimo starejši ostanejo brez svojega denarja, svoje pokojnine, da jim jo vzamejo za preživljanje ostale družine. In zato pravimo, da je treba biti na te stvari pozoren. Poudarjamo tudi, da je nasilje nad starejšo osebo zelo lahko v različnih oblikah. Lahko je to telesno nasilje, tudi to so primere, čustveno oziroma psihološko nasilje. Dostikrat slišimo, da starejšim rečejo, si star, se nisi za nobeno rabo. To je zelo en tak čustven pritisk na starejše. Potem spolno nasilje,
finančne grožnje, ne? Potem pa tudi recimo socialne osamitve, ne? Da so zapuščeni, veliko te osamljenosti, ki zdaj govorimo veliko o osamljenosti, tudi v času epidemije je to se še bolj izrazilo. Ne? In tudi osamljenost je lahko tako kot vse ostalo, kar ste našteli, ubijajoča, kaj ne? Tako. Recimo povem primer gospe, ki smo jo sprejeli v dom, je povedala, da edini stik, ki ga je imela s človekom, je bil poštar, ne? Da je živela na samem in nikogar ni bilo k njej razen poštara. Ne? To so take stiske, ne? Ko si nekako čutiš, da si potisnen na rob družbe. Ne? Zato je tudi prav, da o tem čim več govorimo in to čim bolj poudarjamo. Bi tudi povedala, ne, da mi smo bili izvajalci pomoči na domu in moram povedati, da naša vodja, ki je vodila to pomoč na domu, je včasih prijokala k meni v pisarno in pripovedovala o primerih. Je rekla, da do tega delovnega mesta ni še nikoli videla toliko stisk in revščine in tegoba. Ne vem, neustrezna hrana, neustrezna obleka, ne, pomanjkljiva higiena, tudi preprečevanje zdravljenja, ne, niso dovolili, da hodijo k zdravniku, ne, in tako naprej. Tako da ta problematika je zelo široka. Ne. Prej smo že govorili o tem strukturnem nasilju, kako mi kot družba na nek način ustvarjamo dejavnike tveganja za nasilje, ne, ko nismo ustvarili dosti dobre pogoje za starejše, če samo pomislimo, da govorimo o ogromnih številkah, ko so starejši, ki so 40 let delali, a ne, so potisnjeni v eno revščino, nimajo dovolj za preživetje. To v sodobni državi ne bi smeli dopustiti. Bi lahko rekli nasploh, oziroma kar se konkretno tega problema tiče, bi lahko rekli, da slovenski družbi ni mar oziroma ji je premalo mar za starejše? Ja, če pogledam z očmi starejšega človeka, ne, s katerimi se dnevno srečujem, bi rekla, da smo tukaj zelo padli, a ne, na tem področju. A ne. Že vrsto let govorimo o dolgotrajni oskrbi, že dolgo vrsto let govorimo o problematiki, s katerimi se srečujejo domovi za starejše, a ne. Premalo kadra v domovih, neustrezni standard, a ne. V velikih domovih nimajo zagotovljenih standardov bivanja, nimajo ustreznih prostorov. In še bi lahko naštevala. Se pravi, tukaj mi kot družba nismo dobri skrbniki za starejših. A ne? In zato se mi zdi, da so starejši še premalo glasni. A ne? Vi morate tudi razumeti, da starejši ljudje, a ne, imajo manj moči, že po tej, da so to ranljiva skupina. Mi v stroki rečemo, da so ranljiva skupina starejši, invalidi, otroci. In ranljiva skupina ima tudi manjšo družbeno moč. In oni sami se za svoje pravice in za svoj položaj težko sami zborijo, če nimajo ostalih članov v družbi, da bojo poskrbeli, tako kot so nekoč je družina poskrbela za starejšega človeka, mu omogočila eno normalno bivanje v okviru družine. Družba se je sicer spremenila, ne, zaradi takih in drugačnih razmer, ampak skrb za starejše bi morala pa ostati slehernega človeka, ne samo družine, ampak tudi nas kot družbe. Njena prednostna usmeritev, kaj ne? Sigurno, ne. In morda bi se na to navezala, med epidemijo se je še bolj kot v minulih letih pokazala peza posledic dolgoletne neurejenosti sistema, pri čemer ne gre le za slabe oziroma manjkajoče sistemske okvire, ki bi omogočali dobro skrb za starejše,
ampak tudi za težave v vaši profesiji, za pomanjkanje negovalnega kadra, kar ste že omenili, in to onemogoča izvajanje dovolj kakovostne in varne obravnave. Sprejetje standardov in normativov za zdravstveno nego je še vedno na čakanju. Kakšne so po vaši oceni v kontekstu aktualnih pogojev za delo možnosti za celovito izvajanje oskrbe varovancev domov za starejše, pa tudi nege na domu? Ja, ravno to problematiko ves čas izpostavljamo, smo jo pred epidemijo, zdaj se je pokazala še bolj, kakšna težava je pomanjkanje kadra v domovih. Zdaj, ena stvar je, da je število, bi rekla, normativ nizek, in seveda povečanje normativa absolutno je pomembno, da se to naredi čim prej. Druga stvar je pa, da mi težko dobimo kader, da ga sploh zaposlimo. Govorimo že dalj časa, da ni medicinskih sester, da ni zdravstvenih tehnikov, da ni bolničarjev. Mi tudi zelo imamo pomanjkanje in strežnic, in čistilk, in kuharjev, zato ker so to tako slabo plačani poklici, da se ljudje odločajo za zaposlitev v drugih panogah. In bi rekla, da je apel, da ne pojutrišnjem, ampak takoj jutri je treba narediti, spremeniti to situacijo, povečati normative in poskrbeti, da bojo te ljudje tudi ustrezno plačani. Zdaj, kako poskrbimo mi za starejše? Mi smo od države v času epidemije za eno obdobje dobili možnost, smo dobili denar za dodatne zaposlitve. Ampak, če to ne bo trajno urejeno, ker problem pri kadru je tudi to, da jih mi usposabljamo za delo s starejšimi. To ne more opravljati vsak. Mi smo se izobraževali kot medicinske sestre, imamo ogromno znanja, ampak delo s starejšimi je specifika, delo s stanovalci z demenco je specifika. Potrebno veliko znanja in mi moramo vsaj 3 leta usposabljati kader, da je sposoben, bi rekla, samostojno, dobro, kakovostno delati z vsemi, bi rekla, z vsemi stanovalci, ki imajo take in drugačne težave. In zato pravim, da je to področje bi moralo biti prioriteta naše države. Mi smo se že pogovarjali in z članicami Srebrne niti in z drugimi, mi pravzaprav bi mogli imeti eno svoje področje, svoje ministrstvo, da bi se ukvarjali z problematiko starejših. Včasih je bila to geriatrija, smo imeli tudi specifično bolnišnico pred tolikimi leti, ker so se že takrat zavedali, da so potrebe starejših drugačne kot odraslih ljudi, da se bolezni kopičijo, da se zdravila kopičijo, da so druge potrebe in na socialnem in na psihološkem področju. To, kar naštevate, pravzaprav samo potrjuje, kako nujna bi bila pri nas res celovita, poglobljena reforma sistema, usmeritev v spremenjeno patologijo, usmeritev v reševanje problemov, ki so danes drugačni, kot so bili pred desetletjem, 2. Ampak morda, če se ozreva na predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ta je po dolgih letih oziroma desetletjih zakonodajne praznine na tem področju vendarle nared za obravnavo v Državnem zboru. Pa me zanima, kako komentirate to prelomnico, kako komentirate pripravljeni predlog? Ja, okrog tega zakona smo kar se veliko pogovarjali, tudi z različnih področji smo dali tudi pripombe, vsak svoje, ampak kljub temu menimo, da ta zadnja varianta ni bila, bi rekla, dovolj dobro izpostavljena in bi rekla
usklajena z različnimi deležniki. Kaj se bo v resnici zgodilo, ko bo ta dolgotrajna oskrba, ta zakon zagledal luč, gotovo bomo imeli veliko težav, zdaj bo pa tudi odvisno, kako bomo v praksi znali to v bistvu realizirati. Mi smo bolj zaskrbljeni, da to ne bo čisto da ni zakon taka stvar, ki bi nam pomagal za boljšo skrb za starejše. Ne vem, če sem prav, ampak da ni dovolj dobro pripravljen na situacijo, v kateri smo in na kateri funkcioniramo že do sedaj. In da so mogoče pričakovanja starejših prevelike, vse smo stavili na ta zakon, ampak dokler ne bo v praksi sprememb v dobro starejših ljudi, se imamo tudi druge zakone na različnih področjih sprejete, pa nekako jih nismo dobro udejanjili. Ja, to je nekako že kar rdeča nit sprejemanja zakonodaje na Slovenskem, neka stalna tegoba, ko nekako umanjka dialog s stroko, zainteresirano javnostjo in tako naprej, ali pa je možnost za res konstruktiven dialog premajhna, preveč zožena. Mogoče, da zaokroživa ta najin pogovor, bi vas vprašala, koliko se je po vaši oceni v povprečju med epidemijo poslabšalo zdravje starejših, te ranljive, vendar izjemno dragocene skupine prebivalstva, ki si zasluži posebno mesto v družbi? Ja, če govorim, mogoče izpostavim starejše v domovih, ki so zaradi posledic epidemije gotovo utrpeli in psihično in fizično, bi rekla, posledice na svojem zdravju. Mi v našem domu smo zaznali, da so nekateri stanovalci zaradi vseh teh omejitev, ki smo jih pač zaradi zdravstvenih razlogov morali uvajati, oslabeli in smo tudi nekako naredili eno tako akcijo in smo pridobili še dodatno pomoč fizioterapije, da smo nekako pomagali starejšim, da so se tudi fizično okrepili in psihično seveda zdaj poskušamo priti na stare tirnice. To je en vidik, da so bili ljudje sami, da so bili izolirani, in seveda, da se niso gibali, da je bilo prepoved stikov z ostalimi in seveda to so sigurno posledice in psihične in fizične in socialne. In marsikaj od tega bo verjetno zelo težko popraviti. Ja, verjetno. Drug vidik bi pa poudarila, ko smo mi zapirali bolnišnice pa ambulante, referenčne ambulante, smo nekako prikrajšali ljudi za zdravstveno obravnavo. In gotovo zdaj trenutno najbrž še ne vemo, kakšna razsežnost te epidemije na tem področju, ampak verjamem, da čez 2, 3, 4, 5 mesecev bomo videli, kakšne strašne posledice na zdravju smo v bistvu utrpeli vsi zaradi tega, ker bolnišnice niso funkcionirale zaradi zapiranja v času epidemije. Pravzaprav v tem trenutku lahko rečemo, da si le stežka predstavljamo, v kakšno sindemijo bomo zakorakali kot družba. Tako je, ja. Najbrž se bo to izkazalo s časom. Upam, da bojo jesenski meseci vseeno drugačni, kot so bili spomladanski, glede na to, da se ljudje
cepili, a ne, in seveda v premajhnem številu žal, a ne. In na tem mestu bi res poudarila, da kot pravijo strokovnjaki, edino cepivo nas bo nekako rešilo, in da tudi zelo priporočamo, ne, tudi kot zdravstveni delavci, a ne, poudarjamo, da se naj ljudje cepijo, da bomo tudi ranljive skupine lahko ohranili, a ne, ker med nami je veliko tudi takih, ki se ne bojo mogli cepiti zaradi različnih razlogov.